Ljube boginje, dobrodošle in lepo pozdravljene v našem sklepnem srečanju s prinašalkami lučmi. Prejšnji mesec, v decembru, smo 4 tedne prižigale lučko in 4 tedne potovale k sebi, da bi čim bolj odstrle plasti, ki se skrivajo okoli nas in ki nas vodijo k temu, kdor v resnici mi smo. In vsaka od 7 žensk je s teboj delila eno prakso, je podelila svoje modrosti in vsaka je tudi podelila izziv, povabilo k sodelovanju. In danes bomo izžrebali darila, ki te bodo podprla v tem letu, da še bolj pogumno potuješ in kreiraš kot boginja. In danes prav lepo pozdravljam Martino Vitanc. Upam, da vidite vse ženske tako, kot jih vidim jaz. Martino Vitanc, Manco Razboršek, Jasmino Stojanovo, Anajo Nanda Prema, Niko Bradač in Majo Rokavec. Polona Razboršek se nam žal ni mogla pridružiti, ima obveznosti, bo še poročala in bo verjetno naknadno povedala, katera je njena izbranka. Tako da danes najprej pozdravljam vse ženske, pa sem vas odmutala, tako da lahko rečete živjo! Super, super. Ja, torej, ljube moje, tako kot smo potovali z intervjuji in pogovori, tako bom tudi povabila vsako žensko, da z nami podeli, kdo je njena obdarovanka, in ker se bliža novo leto, a ne, kot veste, imamo to tradicionalno, ki ga praznuje skoraj ves svet, potem imamo pa še pravoslavno, ortodoksno in to se praznuje zdaj. Tako da mogoče te to darilo počaka podelko ravno na ta praznik. Ljuba Martina, pozdravljena in dobrodošla. Živjo. Se slišiva, a ne? Ja, se. Ok, super. Povej mi, Martina, medve sva skupaj se posvetili elementu zemlje in našemu telesu. In tudi ti si z nami podelila eno prakso in ritual na tak način. Tako, ja. Jaz sem podelila, kako se lahko prizemljimo, se pravi, da gremo v telo s pomočjo eteričnih olj. Potem sem pa povabila ženske, da podelijo svoj ritual, kako se one prizemljijo, da podelijo kako svojo sliko. Tako da ali narave, ali jedi, nek posvečen obred, kjer so si vzele čas zase. Ja. Ja, super, super. Ja, nič, a imaš pripravljeno bovlico s tem, kamor? Ja, seveda imam. Tako da ja, bom jaz kar žrebala. Daj. Evo jo. Srečna nagrajenka je Andreja Baloh. Evo. Se vidi? Srčka vidim. Ja, zdaj sem videla, Andreja Baloh. Ok. Ja, Andreja Baloh, čestitke. Martina, kako pa Andreja lahko nagrado dobi, ti piše? Ja, naj mi piše, pa se zmeniva za osebno svetovanje, pa potem ji tudi podelim nekaj olj, ki jo bojo najbolj podprla v tem času, glede na proces, v katerem je. Izvrstno. Najlepša hvala, Martina, hvala. Prosim. Evo, prebile smo let, kar se je začel, zdaj pa lahko potujemo naprej od zemlje k vodi in seveda je kraljica in prinašalka tega elementa Manca Razboršek,
naša božanska manca z modrostmi, ki nas podpirajo, da preoblikujemo čustva, ki nas držijo nazaj. Je tako, manca? Res je. In predvsem z orodji, ki pri tem pomagajo, to so tiste barvne flaške, ki so bile med najinim pogovorom pri meni v ozadju. Tako, ja. In ko si prej vprašala Martino, kaj je bil ritual, ki ga je podelila v arhivu, hitro v mojih možganih, sem začela brskati in se spomnila, da sem dala ritual tuširanja zavestnega z vodo, kako v bistvu se zavestno speremo vsega tistega, kar ne potrebujemo več. Danes v tem bomo pa izbrali, s čim se pa pol napolnimo. Super. Ja, pa ti si tudi podelila to, manca, da v bistvu vsaka ženska izbere barvo. In danes nas gledam, kakšna Mavrica se je tle nas brala, smo večinoma modre, bele, črne. Ja, največ je bilo pa v tistih odgovorih turkizne barve, kar je tudi bilo zanimivo. Tako da in tudi darilo, ki ga bo dobila tista, ki bom rekla, najbolj rabi barve, je pravzaprav izbor 4 stekleničk ravnovesja in jaz ti bom potem na kratko, v pol urce razložila, kaj je izbrala, kakšna je zgodba, ki jo stekleničke govorijo, tako da bo bolj zavestno lahko vstopila in tudi ti pomagala izbrati, ali kjeri pomandri so, ali kakorkoli. In za karkoli se bo odločila potem tudi kupiti, bo dobila 30% popust na vse izdelke. Tako da, to je res nekaj, kar se splača in je to več kot vredno. Božansko. Tako da lahko vse tiste, ki niste izrazile svojih barv, zdaj rečete, joj, škoda, ker nisem. Tista, ki pa je srečnica, ki bo dobila v bistvu to, pa je... Maja Rokavec. Tako da Maja, čestitam, evo. Tako da, se pa ne spomnim, Maja, katera je bila tvoja barva? Lahko Suzana jo anmutaš, da podeli svojo barvo? Maja, katera je bila tvoja barva? Zdaj zmanifestirala. Zlata. Oranžna zlata, taka. Oziroma vijoličkasta. Saj sem pa že našla svojo stekleničko. Odlično, bomo pogledali, kam paše v celi zgodbi, v celotnem izboru. Tako da, pa bomo pol tudi, Suzana, s tvojim dovoljenjem objavile, če lahko, če si za mano. Ja, prosim, izvrstno. To je to, manifestacija. To sem se odločila, Božja milost, prinesi mi. Kaj si rekla, Maja, oprosti? Pravim, da še preden je žrebala, sem rekla, da bo pa Maja Rokavec. Drage boginje, manifestacija deluje in mi smo živ dokaz, da to res deluje, a ne? Izvrstno. Ja, torej, draga nagrajenka, čestitam, Manca Razboršek, hvala. In od elementa vode, čustev, navdušenja se sedaj premikamo proti zraku. In z Anajo sva začeli, Anaja je podelila tako dobro prakso. Če niste poslušali, jaz vam to res priporočam, mene ta praksa spremlja in še vedno vsrkavam tiste 2 podobi, ki sta mi prišli, ko sem se spustila v srce. Tako da Anajino meditacijo res priporočam, da jo poslušate oziroma pogovor. Pa tako, kot sem rekla, jaz Anajo snubim, da to posname na MP3, da si lahko pol to za dobro jutro ali pa za dober večer prisluhnete. Tako, zdaj pa vdihnemo zrak in jaz lepo pozdravim Anajo Nanda Prema, dobrodošla. Dobrodošla, Anaja, se slišiva? Pozdravljene vse, ki ste prisotne.
In upam, da vas je več poslušalo to prakso, ki sem jo podelila. In upam, da ste se res prepustili temu, kar ste videli brez kreacije, da ste videli v bistvu res resnico in globino te prakse. Tako da, če ne, je to vedno čas. Ni ravno sicer tako zelo pogosto to početi, ker potem na nek način ustvarjaš svojo zgodbo. Tako pa v bistvu res samo gledaš in poslušaš svojo podzavest, tako da, Ja. da dobiš še sporočila z druge strani sebe. Ja, res izjemna praksa. Povej mi, Anaja, ti si dala domačo nalogo, da v komentar zapišejo kaj? Jaz sem dala domačo nalogo, da v komentar zapišejo, kako se sebe predstavljajo v polnosti izraziti kot ženska, kot kraljica ali kot karkoli, mislim, ni nujno, da je samo kraljica, ne? Ampak kako si sebe predstavljajo izraziti v polnosti, to, kar bi želela biti. Žal ni bilo veliko pogumnih. Ja. Jaz sem že takrat, ko sva se pogovarjali, vdihnila pa sem rekla, me prav zanima, katere ženske bodo tako pogumne, da si bodo to upale izraziti. In katera? Boš pogledala, katera je bila najbolj pogumna? Jaz imam vrečko. Jaz tako zavijem, kot so včasih na loteriji zavijali. Torej, Anaja, lahko poveš, prosim, kako je ime nagrajenki? Nagrajenki ime Martina Vitanc. Čestitam, Martina. Hvala. Bo pa zanimivo, zato ker v bistvu ti se ukvarjaš z eteričnimi olji, to je pa tudi so eterična olja v bistvu. Ja. Pa moja osebna kreacija. Ful dobro. Ena iz eteričnih olj. Super. Tako da upam, da te podpre v tvoji kraljevskosti. Ja. Tako da zdaj bo pa na meni izziv, da to naredim, ker že zelo dolgo nisem delala esenc, tako da se bova zmenile, a ne? Ja. Se bova dobile. Velja. Čestitam. Hvala. Čestitam, Martina Vitanc, čestitam. To ženske, vidite, pogum šteje, pogum. In bolj, ko hočemo uresničiti svoje sanje, bolj moramo biti pogumne. Bolj moramo biti pogumne, bolj moramo si dovoliti vdihniti življenje vase in si dovoliti izraziti to, kaj bi rade. Reči, ja, to si želim, evo. In s tem seješ v bistvu manifestacijo. Ne? Če rečeš, to hočem biti, s celim srcem tudi stvarstvo reče, ok, bomo s tabo. Ja. Ti pa ne niti izraziti, kaj hočeš, pa stvarstvo reče, ok, bom pa še malo počakal. Ampak res dobro se je to Anaja povedala, ker res včasih je treba samo reči, ja, to, kar nas čaka pol na koncu, a ne, pri Niki, da je včasih treba samo reči, ja, želim si to, hey, universe, here I am, to si želim, in pol univerzum, ko reče, evo, dostava na dom, FedEx, ali kaj je že tist. Okay, hvala, Anaja. Čestitke nagrajenka. Hvala. In potujemo naprej. Še vedno smo v elementu zraka. In z nami je bila Jasmina Stojanova.
in je podelila nekaj izjemnih, res, mene se je Jasmina zelo dotaknila v najinem pogovoru. Dober večer in pozdravljena in dobrodošla. Pozdravljene. Pozdravljena Jasmina, dobrodošla. Izvrstno. Se slišiva dobro? Ja, slišimo se dobro. Evo, super. Ja, mene, Jasmina, je v najinem pogovoru se res dotaknilo, kako si razvila v bistvu, kako ta naša misel potuje, in kako se to razvija. Vem, da je bil tudi tvoj izziv povezan s tem, da si povabila ženske, da se ozrejo v leto 2018. Tako je. In da povedo, morda, če je katera misel tista, ki se jim vedno vrača in se jo ne morejo rešiti, recimo to, ali pa povejo, kaj je bilo v preteklem letu res tako močnega, kar se jih je dotaknila, ne? Ki je bil nek miselni mogoče preskok, napredek in tako naprej. Tako da, ja, to je bilo. Ja. Ker to nam zelo pomaga v bistvu in tudi v letu, ki prihaja, zdaj, ki je pred nami, da smo pozorni v bistvu na svoje misli in na to, v kaj se ponavadi ujamemo, kaj se ponavlja, kateri so vzorci, ki vedno znova prihajajo v spredje. Ja, ker nekateri vzorci so lahko, bom rekla, karmični, podedovani in tako naprej. Moramo vedeti, da ta vzorec nam ustreza in če nas plemeniti. Če pa ne, če je pa moteč, potem ga moramo pa ozavestiti in pač delati na tem, da ga spremenimo, da ga preobrazimo. Tako da, ja, to je to. Tako tudi misli delujejo. Ja. In vem, da v bistvu pri tebi lahko pridejo na astrološko svetovanje, pa tudi nagrada je nekaj v tej smeri. Ja, nagrada. Veš, kaj je nagrada, prosim, ker to tako dobro zveni? Jaz temu rečem dušna matrica oziroma dušni zapis. To je v bistvu nek posvečen dogovor, ko smo ga naredili, ko smo ga podpisali, in ko pridemo v to materijo, v to telo, tisti prvi vdih ob našem rojstvu, je imprint tega, kar smo mi podpisali. In potem astrologi to pogledamo, zato da dobimo te glavne stvari ven, usmeritve, potenciale, naloge, katere so in tako naprej. Jaz to zelo rada delam, zelo rada imam ljudi in v bistvu mi je vsaka dušica tako posebna. Izvrstno. Tako da se veselim, da bo to nekdo dobil, ki zdaj pač to potrebuje. To je že zmenjeno, Ja. Tako da bom malo tole pretresla, če si za. Prosim, ja, to mi je najboljši del. Odprem. Mižim, da vidim, kjer listek me bo potegnil. Aha. Evo ga. Pa da vidimo. Nina Mahne Čehovin. Evo. Nives ali Nina? Nives Mahne Čehovin. A sem prav napisala? A se dobro vidi? Vidi se dobro, ampak verjetno je Nives. Možno. Pesnica naša, veš, iz skupine. Ja. Ki je bila lansko leto, imam še njeno mogoče. pesem, imam tle na svojem oltarju. Super! Lepo. Ja. Močno, hudo. Tukaj in zdaj, ne? Ja, tu in zdaj. Ja,
Zelo dober, sem zelo vesela. Tako da naj mi pošlje, lahko me tudi preko Facebooka, ne? Ali pa lahko mi pošlje na Astroklub Luna, tako kot smo napisali, ne? Tako. Mail pa se bomo dogovorile. Tako da, ja, super, izvrstno. Super. Ja, draga Jasmina, hvala. Hvala. Čehovin, čestitam. Ja, čestitamo. Super. In hvala. Ljube boginje, kaj vidite, kako tale špirala, smo tako kako čijaš, potujemo naprej, vedno bližje k sebi in iz elementa zraka, vdiha in izdiha, to, kar bomo celo leto zelo pogumno, zavestno počele, da bomo res slišali svoj ogenj, da bomo res slišali svojo srčiko in to, kdo smo, da bomo v tu in zdaj, kot nas je povabila naša nagrajenka, se spuščamo k ognju in pogovoru, ki smo ga imeli z Majo Rokavec. Zdaj me bo popravila, takoj, ko jo unmutam. Maja, jaz vem, da imaš ti drugače priimek, ampak jaz sem navajena Rokavec. Kako se reče prav? Okay. A je prav? Ja, okej. Rokavec, ni Rokavec, kako si me prejšnji si me popravila? Zadnje bilo je. A me dobro slišaš? Ne najboljš. Okej, bom šla mogoče malo bližje. Ja, super. A ti mene slišiš dobro? Super. Ja, draga Maja, pozdravljena. Živjo. Dobrodošla. Joj, kako dober pogovor smo imeli medve. Ljube ženske, prisluhnite, če še niste, ker ta pogovor je v bistvu simbolika za to, kar v resnici mi počnemo. Vedno znova se porajamo vase. In Maja je svojo zgodbo to zelo lepo podelila in podelila je to tudi ob ognju, kaj ne, Maja? Ja, sem si ga malo zakurila. Ja. Pogrela. Ja. Maja je fotografinja, te božanske fotografije, ki jih vidite, prinašalk luči, je ustvarila ona in ne glede na to, ali si dobila nagrado ali ne, priporočam, da če letos potuješ naprej in želiš sebe izpostaviti in postaviti v svet svojo vizualno podobo, da je Maja je pravi naslov. Pridite. Maja, draga, povej mi, kaj si dala ti za eno nalogo, ker vem, da je bila čudovita, da si nas nečemu dobremu spodbudila. Ja, predvsem tudi to, da sem sebe malo brcala v rit, da malo več fotkam spet zase. Ta naloga fotografiranja, v bistvu, da vsak dan se naredi ena fotografija za eno stvar, za katero smo bili hvaležni, ker vsakemu dnevu je vsaj ena stvar, tam videti jo moramo. Ja, in v bistvu komentar ste podelile potem te fotografije in ena izmed teh bo danes dobila nagradico in sicer eno fotografiranje z mano. In sicer en tak fotosession, no, da se začutite kot kraljice, da vidite, koliko ste dejansko lepe, da vidite, kako vas mogoče vidim jaz prek mojega čarobnega fotoaparata. Pa mogoče tudi, ja, to, kot sem rekla, no, da se premaga ta strah, in da smo pogumne in da si upamo. Teden sem govorila z eno punco, rekla, viš Maja, jaz se pa še nikoli nisem fotografirala tako zase. In rekla, spomladi se bo fotkale. Ja, da si pač, to je darilo, da si ga podarite sebi. Tako. Evo, izvrstno, joj, kako lepo. Ja, kakšno posodo imaš pa ti? Teharček. Teharček. Super,
Super. Žrebam. Žrebajmo. Polici. Žrebamo. Taran. In nagrado dobi. Tadadam, tadadam, tadadam. Tadadadam. Ana Grbek. Grbec. Evo. Ana Grbec. Fotografijo je podelila, da vidim. Aha, eno v travniku, otročka. In je hvaležna, ker čuti osebni preporod od rojstva mojih 2 škratov dalje. Tako da se kar navezuje na ta najin pogovor. Ja. Ful lepo. Tako da, Ana, ti bom jaz magar v komentarju napisala moj mail, pa se kontaktirava in zmenimo za en čudovit fotoshooting. Čudovito. Najlepša hvala, Maja. Ja, se veselim. Ja, res lepo. Res sem kar ganjena. In v bistvu ganjena sem nad tem, to, kar smo prej rekli, kako v bistvu ta sinhronost deluje za nas, ne? Kako pride tisto, kar je naše k nam in tudi naši ljudje pridejo k nam. Tisti, ki so usklajeni z našo vibracijo, pridejo k nam in tem odprimo vrata. Ja. Tem odprimo vrata. Hvala, Maja. Hvala. Ana Grbec, čestitam. Glej, da boš delila z nami fotografije, ko jih boste naredili. Prav veselim se videti, kaj boste ustvarili. Ja, super. Super. Torej, ljube boginje, od Maje potujemo naprej in še vedno smo v elementu ognja. In sem rekla naši Niki Bradač, oblikovalki, ki z nami potuje zdaj že skoraj 2 leti. In ko se je Nika pridružila koledarju za boginje, sem jaz začutila, da smo dejansko se dvignili za 16 stopničk naprej. Ker Nika ima res zelo izjemen občutek za to, da prinese v manifestacijo, v vidno to, kar si jaz želim, brez da bi ji povedala točno, kaj želim. Tako da, ljuba Nika, kraljevska oblikovalka, prinašalka luči, dobrodošla, da te prvič takole zagledajo tudi naše boginje v skupnosti, da vidijo, kdo je ta božanska ženska, ki ustvarja vse te lepe podobe, s katerimi potujemo. Dobrodošla. Juja, bravo. Hvala, Suzana, za te lepe besede. Moram reči, da mi je bilo v čast, da sva takole sodelovali. Mi je bilo tudi v čast, da sem sodelovala z ostalimi boginjami, da sem lahko njihove misli, slike, besede v bistvu prenesla v eno obliko, tako da res, hvala vsem, no. Ja, res, v bistvu, koliko enih podob, koliko enih fotografij ste poslale in v bistvu si upale podeliti, kaj ustvarjate. To je res je dragoceno videti. Pa spodbudi, navdihne, da podpre v bistvu to, kar sidramo, ne? Ker gre za to, da vsaka od nas res najbolj močno začuti, kaj je njena resnica in da potem to kreira. V bistvu zelo preprosto. Samo za to gre. Vse ostalo pa pač iščemo orodja, ki nas potem spodbudijo. In pri Niki je pa v bistvu ta element, ko začutimo, da želimo svojo podobo dati v svet, da v bistvu to, kar so nas ostale ženske mogoče učile, spodbujale, da potem lahko svojo kreacijo damo v svet. In Nika je pripravila za nas, kakšno darilo, Nika?
Ja, v bistvu sem pripravila za vas možnost, da dobite logotip. Se pravi, pač svojo podobo podjetja oziroma pač, da se predstavite tudi vizualno, ne. Se pravi, pač verjetno veliko izmed vas ima pač že neko idejo, pač želi se nekako predstaviti, iti v svet, ampak kot vemo, smo nekako ljudje vizualna bitja, kar pač in v bistvu s tem, kako izgledamo na prvi vtis, če že ne osebno, je v bistvu tista identiteta pač podjetja oziroma vas osebno tista, ki naredi prvi stik z ljudmi, s strankami. Tako da v bistvu pripravila sem vam nagrado, in sicer oblikovanje logotipa, tako da v bistvu dobite vsaj en osnoven začetni element, s katerimi potem lahko naprej ustvarjate tudi ostale promocijske materiale oziroma kasnejše vizuale, tako. Izvrstno, 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 izvrstno. Ja, Nika, povej, a boš videla, kdo je v tvoji bavlici? Ja, seveda, bom žrebala. Jaz sem imela zelo enostavno nalogo, v bistvu sem mogla samo komentar napisati, da še to želiš, ne. Ja, to sva pozabile. Tako da v bistvu smo videli, da včasih tudi besedo želim težko pač izreči, ne, ampak da vidimo, katera je med tistimi, katera je bila dovolj pogumna. Evo. Jasmina. Evo, živijo. No, super, evo. Sem vedela. Ja, no, sem jaz tudi imela malo tako v mislih, me je malo prešinilo, tako da evo, super, Jasmina. Super, res. Da se bova še srečale, evo, tako da. Sem pa rekla, da tudi za vse ostale, no, če si želijo tale, v bistvu sem ponudila tudi vprašalnik za izdelavo logotipa, se pravi v bistvu, da si lahko na podlagi 7 vprašanj čistko enostavno malo razdelate, kje začeti pri sami vizualni podobi, no, kaj želite, da izraža vaš logotip, malo razmislite o barvih, o samem konceptu, o ciljnih skupinah, tako da če kdo želi pač ta vprašalnik, naj mi piše, na mail naslov bo tudi objavljen, tako da brez problema pošljem in da dobijo pač malo usmeritev, no. Tako. Ja, to je bilo darilo v bistvu, ne? To je še vedno darilo. Tako, in če kdo želi, ni problema, ne. Pošljem, z veseljem. Tako da ja, Jasmina, čestitam. Jasmina, čestitam. Zelo vesela, zelo. No, super, evo. Fajn. Super. Tako da ja. Najlepša hvala, Nika. Ja, Nika, z veseljem. Hvala tebi, Suzana. Hvala. Torej, ljube boginje, a vidite, kako smo zasukale tole tkanino in malce naštrikale. Jaz lahko rečem hvala vsem prinašalkam luči, čestitke vsem nagrajenkam. Prisluhnite pogovorom, ker so resnično spodbuda in dobra usmeritev tudi za leto 2019. Želim vam pogumne korake, dovolite si reči želim, dovolite si biti toliko pogumne, da prisluhnite klepetu v glavi, da začutite svoja čustva, da vstopite nazaj v svoje telo, da dihate, da dihamo in da kreiramo kot boginje, da izrazimo to svoje življenje. In to je to. To je to, ljube boginje. A je tako? Prinašalke luči? Ja. Upam, da vidite vse te lepe kraljevske ženske, Martina Vitenc, Anaja Nanda Prema, Jasmina Stojanova, Nika Bradač,
Maja Rokavec, Manca Razboršek in Polona Šmicberger, ki je trenutno ni z nami, ampak verjamem, da v duhu vseeno navija za nagrajenko. Tako da hvala vsem, pa počkite se ženskam in kreiramo naprej. Hvala. Adijo. Evo, uradni del je končan.